Občina Apače je letos praznovala 13. občinski praznik. Ob tem so med 7. in 15. septembrom za vse občane in občanke pripravili vrsto zanimivih dogodkov. Nekako smo postavljali v središče naše občane, vse občane, pravzaprav vseh generacij. Pomembna stvar je bila seveda razne otvoritve, pridobitev v naši občini, cest, fitness napravo zunaj pred podružnično osnovno šolo. Imeli smo ogromno rekreacije, tudi dobrodelnost, pridružili smo se na teku čez celotno traso občine Apače, ko nas je Bogomir Dolenc, ki je prav v dobrodelen namen tekel čez celo Slovenijo, tudi počastil s tem tekom čez našo občino in tu smo se tudi aktivno vključili. Mislim, da je pomembno tudi, da smo v tem duhu dobrodelnosti namenili en dan današnji oziroma letošnji občinski praznik. Tako da rekreacije je bilo ogromno, potem smo imeli tudi likovno kolonijo, se pravi tudi malo umetniškega pridiha. Seveda danes kot osrednji dogodek tukaj v Apačah obeležitev 100. obletnice dodelitve Apaškega polja Sloveniji oziroma takratni SHS in mislim, da smo nekako zaobjeli različne aktivnosti, predvsem pa kar me zelo veseli, pa je to, da smo uspeli vključiti naše občane vseh generacij. Zapravi, tudi pri tem teku, ki je bil skozi našo občino, so tekli od vrtčevskih do upokojencev naših, bom rekel, in je bil res en tak zelo dober občutek, pozitiven in jaz mislim, da moramo v tej smeri potem tudi nadaljevati naprej. Se pravi, ta tek moramo kar vzdrževati še naprej. Osrednji dogodek je predstavljala petkova prireditev, ki je potekala pod naslovom Slovenija v malem in bila posvečena omenjeni 100. obletnici dodelitve Apaškega polja slovenskemu ozemlju. Ja, mislim, da je ta dogodek oziroma ta obletnica velikega pomena za našo občino, za Apaško polje. Gre namreč za prelomni trenutek, ki je v enem trenutku v naš kraj prinesel ogromno sprememb in s tem tudi povezano nadaljne dogodke. Vse, kar je bilo povezano za tem, tudi tragični dogodek po drugi svetovni vojni, nam je nekako vlil novo perspektivo, nov vidik in mislim, da moramo delati na tem, predvsem na sožitju bivanja tukaj v Apaškem polju. Sem so se priselili mnogi Slovenci iz drugih regij in prav zaradi tega smo tudi letošnji občinski praznik v duhu te 100. obletnice in seveda vseh dogodkov, ki so sledili, obeležili oziroma smo ga poimenovali kot Slovenija v malem. Tukaj namreč živimo potomci številnih ljudi iz različnih regij v Sloveniji. Slavnostni gost osrednje slovesnosti ob dodelitvi Apaškega polja današnji Sloveniji je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. V svojem nagovoru je izpostavil pomen oblikovanja lastne države in miru za prihodnje generacije. Danes imamo Slovenke in Slovenci, ljudje, ki živijo z nami tukaj, različnih narodnosti, našo državo, suvereno državo, ki smo jo preko desetletij in stoletij sanj naših prednikov oblikovali in zavarovali pred skoraj 30 leti. Mislim, da je skoraj enako čudovito in pomembno, da je ta naša država, samostojna Republika Slovenija, po naši volji članica Evropske družine narodov. In da imamo to čudovito evropsko idejo, Evropsko unijo, z vsemi njenimi težavami in problemi, ampak tudi z 70 leti miru in varnosti, ki je tudi za naslednjih 70 let, če bo le ta ideja zdržala, če bomo le obdržali to Evropsko družino narodov in držav skupaj in jo krepili, bo pomenila mir in varnost in blaginjo tudi za te otroke, ki so tukaj nastopali in njih otroke. In mislim, da lahko danes tudi to 100-letnico priključitve tega dela slovenskega ozemlja pred 100 leti kraljevini SHS in danes, kar v Sloveniji praznujemo v tej luči prihodnosti. Tukaj smo približno 1,5 km od avstrijske meje. Hiša moje mame je pol kilometra stran od italijanske meje. Vedno sem v svoji mladosti in danes razumel za svoj privilegij, da sem lahko živel v nekem multikulturnem prostoru. Da sem se sproti, ne samo v šoli, naučil tudi drugega jezika, druge kulture, drugih običajev in tradicije. In čeprav smo imeli Primorci,
ki bomo imeli danes tudi svojo proslavo, tako kot vi, v luči jutrišnjega praznika, vrnitve Primorske k matični domovini v Ajdovščini, svoje grenke izkušnje s preteklostjo. Se danes jaz in moji otroci veselimo tega, da živimo skupaj z italijanskim narodom, z furlanskim narodom, da živimo skupaj z vsemi drugimi narodi in vidimo v tem sožitju in v tem, da čuvamo eden drugega, eno veliko varnost za našo skupno prihodnost. In v tem smislu se mi zdi poteka tudi današnja zares zelo lepa slovesnost. Obisk predsednika Republike Slovenije pa je predstavljal veliko čast za občino Apače. Ja, seveda, mislim, da gre vseeno za neko potrditev, da predsednik države obišče, da delaš v pravi smeri in to smo danes tudi poudarjali. Torej, da delamo na sožitju, da delamo na prihodnosti, da sicer moramo ohranjati in negovati preteklost, kakršnakoli je že bila, ampak da moramo biti predvsem ozreti naprej v prihodnost, v sožitje, v sodelovanje. In to je, mislim, da tudi duh Evrope nenazadnje in tudi Slovenija mora v tej smeri nadaljevati. Ob koncu osrednje slovesnosti so se občanke in občani družili ob stojnicah lokalnih društev in ponudnikov, ki pa so jih postavili tudi z določenim namenom. Danes smo tudi uradno bomo še slovesno podelili članicam projekta Glamour oziroma Genusam Flus užitek ob reki te članske tablice, se pravi, vključeni bodo v mrežo lokalnih ponudnikov in ta projekt ima tudi en velik simbol, vsaj v mojem, tako kot jaz mislim, ima velik simbolični pomen za današnji dan. Sicer gre za povezovanje ponudnikov, turističnih in kulinaričnih ponudnikov na obeh straneh reke Mure, se pravi, tako na avstrijski kot na slovenski strani in to je ta pravi projekt, ki tudi povezuje, ki nas tudi usmerja v prihodnost, kako moramo graditi naprej. Župan občine Apače je občankam in občanom ob občinskem prazniku namenil še naslednje besede. Jaz sem že na slavnostni seji povedal, da predvsem moramo delati na pozitivnih stvarih, se pravi, moramo graditi na tem, kar je dobrega in to tudi izpostavljati in to nadgrajevati. Vedno sem rekel, da pesimist ne bo nikoli prišel na vrh gore, ampak bo sedel spodaj in si dopovedoval, da na goro ne more priti optimist in tisti vztrajen in vesel, odločen človek se bo pa povzpel na goro. In zato sem tudi povabil letos vse občanke in občane, da se mi pri tem vzponu pridružijo, da gremo skupaj na ta vrh in mislim, da nam bo uspelo. Se pravi, pozitivna nota, združevanje, povezovanje in predvsem sodelovanje v naši občini je še kako potrebno, da bomo dosegli vse cilje, ki smo si jih zadali.